Gre za razstavo študentov Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, za katero se trudimo, da bi postala ponovno vsakoletna, in to je druga razstava. Letos je manjša, zato ker je pripravljena v prostorih zbirke Mestne galerije, ne pa v galeriji. In zato smo se odločili, da predstavimo samo nekaj najznačilnejših del iz lanske produkcije. Mi lahko mogoče opišete, po kakšnem ključu izbirate študente, ki se predstavljajo na tej razstavi? Prvič razdelimo, koliko del lahko predstavi posamezen oddelek oziroma program, potem pa ti sami oddelki izberejo. A se vam zdi, da je produkcija študentov Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v nekem toku in času z sodobno produkcijo tako v slovenskem prostoru, mogoče kot tudi evropskem širše? A se vam zdi, da ti študenti, ki končajo Akademijo za likovno umetnost, lahko konkurirajo z nekim trgom umetnosti na splošno? To sta dve vprašanji, ki ste postavili. V Sloveniji je za trg umetnosti popolnoma zaprta. Naša dela v glavnem nimajo nobene cene na mednarodnem trgu. Po drugi strani pa po vsebinski plati je pa, kot sem že omenil v nagovoru, je tako, da velika večina slovenskih mladih umetnikov je končala Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje. To že verjetno govori samo po sebi, kaj je rezultat tega dela. Zdaj, za presojo samo, so najboljši drugi, ne mi sami, ki to delamo. Vendar pa glede na produkcijo, ki se kaže danes, ki je v veliki meri že medijska, je pač rekel, da ja. Moram pa povedati, da slovenske razmere so specifične. Hvala, to je to.